Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 22. september 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Črne gradnje so v Sloveniji trdovraten pojav. Ali bo nova zakonodaja prinesla več reda v prostor? Premikanje meja v poslu in življenju, zgodbe treh Slovenk o voditeljstvu, strahovih in ravnotežju med podjetništvom ter materinstvom. Na sejmu gramofonskih plošč v mariborskem Europarku so se srečali strastni zbiratelji, nostalgiki in mladi poslušalci, ki znova odkrivajo čar toplih zvokov vinilk. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V Sloveniji so še vedno stavbe brez dovoljenj, od prizidkov in garaž do počitniških hiš in celo industrijskih objektov. Nekateri jih zgradijo na skrivaj, spet drugi računajo, da se bo to uredilo kasneje in jih nihče ne bo opazil ali celo prijavil. Toda črne gradnje so več kot le arhitekturna posebnost, so pravni in družbeni problem, ki ga država poskuša reševati že desetletja. Lastniki morajo sami poskrbeti za rušitev, če tega ne storijo, poseže država in račun še vedno plača investitor. Statistika kaže, da se je v zadnjih letih število novih nedovoljenih gradenj sicer nekoliko zmanjšalo, a nerešenih zadev je še vedno več tisoč, inšpektorjev pa iz leta v leto manj. V Zbornici za arhitekturo in prostor opozarjajo, da je stanje posledica desetletij samograditeljstva, slabega nadzora in neučinkovite zakonodaje. Prav zato naj bi novela gradbenega zakona, ki je prejšnji teden brez glasu proti dobila soglasje v državnem zboru, prinesla pomembno spremembo. Domnevo legalnosti tudi za objekte zgrajene pred letom 1995. A vprašanje ostaja. Bo to res prineslo več reda ali zgolj nove zaplete? Z menoj v studiu je kolegica Sanja Verovnik. Sanja, koliko črnih gradenj je država do 31. avgusta 2025 odstranila sama, koliko pa lastniki? Ja, do konca avgusta letos je država sama organizirala rušenje zgolj v 3 primerih. To pove precej. Večina lastnikov se namreč raje odloči, da objekte odstranijo sami, še preden pride do prisilne izvršbe. Takih primerov je bilo 157. Zanimivo pa je, da je bilo kar 76 objektov naknadno legaliziranih, kar pomeni, da so lastniki našli pot, da stavbe vendarle vpeljejo v zakonit pravni red. To lepo pokaže, kako raznolike so poti od samoiniciativnih rušitev do iskanja pravnih rešitev za legalizacijo. Koliko prijav pa je gradbena inšpekcija prejela v letih 2023 in 2024? Statistika razkriva precej zaskrbljujoč trend. Leta 2023 je gradbena inšpekcija prejela 2786 prijav, leto pozneje, torej 2024, pa je število že naraslo na 2866. Toda pravo opozorilo je številka nerešenih primerov. Konec leta 2024 jih je bilo kar 8737. To pomeni, da postopki nikakor ne dohajajo dejanskega stanja na terenu, kar dodatno obremenjuje inšpektorje in pušča vtis, da se stvari vlečejo v nedogled. Kaj pa so glavni razlogi, da je stanje na področju nelegalnih gradenj tako slabo, po mnenju tvoje sogovornice Helene Kovač iz Združenja za prostor in arhitekturo Slovenije? Ja, Helena Kovač opozarja, da problem ni od včeraj, da gre za posledico več desetletij izogibanja redu v prostoru. Dodaja, da je šlo hkrati za odsotnost učinkovitega nadzora in šibko pogosto neusklajeno zakonodajo. Veliko je prispeval tudi neurejen kataster, sporne parcelne meje in množično samograditeljstvo, kjer so ljudje gradili brez kakršnega koli strokovnega nadzora. Poleg tega država pri sankcioniranju pogosto ni bila dosledna. Če vse to seštejemo, dobimo današnjo realnost, torej ogromno nelegalnih gradenj, ki še vedno čakajo na rušitev. Veliko dejavnikov za tale kaos, torej kako lahko lastniki pojasnijo oziroma uredijo status svojih stavb po pojasnilih Ministrstva za naravne vire in prostor? Ja, na ministrstvu poudarjajo, da lastniki niso brez možnosti. Na voljo so jim kar 3 različni načini. Prvi je klasični postopek
postopek, pridobitev gradbenega dovoljenja, drugi je legalizacija po 145 členu gradbenega zakona, ki je nekoliko poenostavljen, saj se lahko skladnost preverja tudi po starejših predpisih. Tretja možnost pa je institut domneve po 150. členu gradbenega zakona. Ta določa, da se za nekatere starejše stavbe šteje, kot da imajo dovoljenje, četudi tega danes ni več mogoče najti. Gre za nekakšno pravno varnostno mrežo, ki lastnikom omogoča, da objekt vseeno uredijo v zakonit red. Ali bo k večjemu redu prispevala tudi novela gradbenega zakona, ki jo je Državni zbor potrdil prejšnji teden? Ja, novela, ki naj bi začela veljati z 1. januarjem prihodnje leto, prinaša pomembno novost na področju legalizacije starejših stavb. Po novem se bo domneva legalnosti lahko priznala tudi objektom zgrajenim pred letom 1995, četudi lastnik gradbenega dovoljenja ne more več najti. Če na primer iz kupoprodajne pogodbe jasno izhaja, da je dovoljenje nekoč bilo izdano, bo stavbo mogoče legalizirati. Hkrati novela določa omejitev. Za objekte zgrajene po letu 1995 se dovoljenja sistematično hranijo, zato jih bo treba pridobiti pri predstojnih organih. Ministrstvo ob tem poudarja, da zakon nikakor ne spodbuja novih nedovoljenih gradenj, ampak ureja samo tiste, ki so nastale v času, ko evidence še niso bile vzpostavljene. Ali bo osvežen zakon prinesel več reda, pa bo po vsej verjetnosti pokazal čas. A brez nadzora gotovo ne. Tukaj pa že zdaj na gradbenem inšpektoratu opozarjajo na kadrovsko podhranjenost. Hvala, Sanja, za vsa pojasnila. Kako je biti ženska na vrhu podjetja v času, ko stereotipi še vedno krojijo družbene predstave? Na dogodku Kluba slovenskih podjetnikov v okviru sejma MOS v Celju so 3 izjemne sogovornice, Sabina Sobočan iz Lendavskega Varisa, Simona Petrič iz Elveza in Rosvita Golčer Hrastnik iz Biosistemike iskreno spregovorile o svojih poteh, ki jih zaznamujejo premagovanje strahov, usklajevanje med kariero in družino ter gradnja odnosov, brez katerih voditeljstvo ne more obstati. Izkazati se je bilo treba s trudom, energijo in rezultati. Ne obremenjujem se s spolom, pomembno je, da vsi vemo, kaj je naš skupen cilj, pravi Sabina Sobočan, katere podjetje danes oskrbuje evropske prestolnice s trajnostnimi kopalnicami. Simona Petrič dodaja: vse se da, a ne brez motivacije in volje. Še vedno zagovarjam, da je treba imeti odnos do vseh, do zaposlenih, kupcev in dobaviteljev. Brez osebnega odnosa je težko. Rosvita Golčer Hrastnik pa opozarja: družba je do žensk še vedno bolj stroga. Od žensk se pričakuje več, norme so postavljene višje in to je dodatna obremenitev. V pogovoru se dotakne tudi soočanja s stresom. Stres se naučiš obvladati, ni pa enostavno. Marsikdo misli, da voditelja ne skrbi nič, a daleč od tega, poudari Petričeva. Najhuje je, če čustva skrivaš in jih držiš v sebi. Dobro je, da imaš na delovnem mestu nekoga, ki mu lahko zaupaš, dodaja Sobočanova. Golčer Hrastnikova pa izpostavi, da ji pomagata meditacija in telesna kondicija. Dotaknejo se tudi usklajevanja podjetništva in materinstva. Če je na vodilnem položaju moški, se razume, da ima v prihodu domov mir. Od nas se pa pričakuje še marsikaj drugega, pravi Golčer Hrastnikova, Sobočanova pa dodaja: vse se začne v družini. Otroci se že v vrtcu srečajo z delitvijo, punce se igrajo s punčkami, fantje z avtki. Tega sicer vedno manj, ker se o tem več govori, a marsikatera punca podpore še vedno nima. Njihove zgodbe dokazujejo, da uspeh v poslu ni samo rezultat znanja in kapitala, temveč tudi čustvene inteligence, iskrenosti in pripravljenosti, da se premikajo meje. Zase, za svoje podjetje in za prihodnje generacije. V Evroparku v Mariboru je ta konec tedna zavladala prava vinilna evforija. Na sejmu gramofonskih plošč so obiskovalci listali med škatlami polnimi glasbenih zakladov. Od rock klasikov, disko biserov in jazzovskih raritet do sodobnih izdaj, ki dokazujejo, da vinil ni le nostalgija preteklosti, temveč vse bolj privlači tudi mlade poslušalce. Med prodajalci iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške se je trlo zbirateljev z bogatimi kolekcijami, kot tudi radovednih začetnikov, ki iščejo prvo ploščo za domači gramofon. Vzdušje je bilo polno zgodb. Od tistih, ki svoje zbirke hranijo v tako imenovanih svetiščih vinilk, do obiskovalcev, ki so ponosno delili spomine na prve plošče iz otroštva.
Cene so se gibale od nekaj evrov do dragocenih raritet, a prava vrednost vinilke je v izkušnji. V ritualu, ko igla zdrsne po plošči in zaigra zvok, ki ga digitalni formati ne morejo poustvariti. Sejem je tako združil nostalgijo starejših in sveže zanimanje mladih, ki odkrivajo, da je poslušanje glasbe na vinilu prav poseben obred. To je bil Večerja zjutraj 22. septembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.